Likovna zbirka Aerodroma Ljubljana sloni na 3 stebrih. Po eni strani je to pregled slovenske moderne umetnosti, po drugi likovnikov gorenjske regije, tretji, nekako najbolj reprezentativen in pa zaokrožen del, pa predstavljajo dela Prešernovih nagrajencev. Kar 34 takšnih avtorjev imamo v naši zbirki. Jedro likovne zbirke Aerodroma Ljubljana je družba, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, v večini zaokrožila do sredine 90. let prejšnjega stoletja. Nekaj del, čeprav v manjši meri, pa je odkupovala tudi v kasnejšem obdobju. Celovita in reprezentativna zbirka je vseskozi nastajala z mislijo, da je osrednje letališče neke države lahko tudi galerijski prostor, primeren za predstavitev nacionalne umetnosti in kulture. Za letalske potnike smo nenazadnje prvi stik z našo deželo in pa zadnji, ko iz nje odidejo, zato je to poslanstvo za nas še toliko bolj pomembno. No, in ker prav stvaritve Prešernovih nagrajencev predstavljajo najbolj žlachten, zaokrožen in pa prepoznaven del naše zbirke, smo se odločili, da jo v tem delu nadgradimo. Naša nova pridobitev Vidičev Martin Krpan je večpomenska. Z njo zbirko dopolnjujemo z likovnim delom nagrajenca Prešernovega sklada in pa z vsebino, ki je pomembno zaznamovala slovensko kulturo in zgodovino. Martin Krpan je eden od simbolov slovenstva, je navdih za številne upodobitve in razmišljanja na eni strani čisto običajnih ljudi, na drugi pa vrste intelektualcev in umetnikov. Akademski slikar in ilustrator Janez Vidic sodi v prvo generacijo likovnikov, ki so se izšolali na takrat komaj ustanovljeni likovni akademiji, takoj po vojni, leta 1945. Med njegovimi kolegi in potem življenjskimi prijatelji je recimo tudi Ciuha, Šubic, trojka, ki se je povezovala potem vse življenje. Še preden se je vpisal na akademijo, je imel Vidic življenjsko šolo. Kot ilustrator je deloval že v italijanskem taborišču Gonars. V partizanih je deloval kot propagandist, seveda z peresom, z svinčnikom, kot grafik, razmnoževal propagandno literaturo in upodobitve, ki so bile s tem povezane. Po vojni je pridobil formalno izobrazbo in čeprav je bil kot rojen Ljubljančan navezan na te kraje, ga je po študiju zaneslo na Štajersko in tam se začenja zgodba, tako njegovo slikarstvo na steklo, po drugi strani ga je zaposlitev pri obzorjih imenitni založbi povezani z Jožetom Košarjem, povezala še tesneje s knjigo in ilustracijo. Njegov vikend v Prlekiji pa je nudil veliko podob, veliko motivov za njegovo slikarsko delo. No, če se zdaj še pomudimo malo podrobneje pri upodobitvi, ki nas je ob tej priložnosti posebej pritegnila, je to upodobitev Martina Krpana. Seveda, ker smo prej navajali Vidičevo ilustratorsko delo, bi pomislili, da gre za ilustracijo. Vendar gre v tem primeru za oljno sliko velikih izmer in en sam prizor, ki si ga je umetnik v tej imenitni Levstikovi zgodbi izbral. Če se zdaj polotimo teh dveh junakov, seveda našega mitskega junaka Martina Krpana na njegovi kobilci, vidimo, kako je Vidic razmišljal o tem junaku in mu nadel pražno gorenjsko narodno nošo, ki seveda ni bila tisto, kar je Krpan imel oblečeno po Levstikovi pripovedi, ko se je spopadel z srditim brdavcem pred Dunajem.
Zanimivo je vkomponiral oba lika, Krpana na njegovi znameniti kobilci in Brdavsa na iskrem vrancu, zelo zaokrašeno opravo. Tudi Brdavs je z nekimi orientalskimi vzorci, tkaninami in bogatijo povsem drugačnega videza kot močan junak, ki ima drugoklenost, zvitost in lastnosti, ki so spodbudile marsikaterega pisca, predvsem v tem smislu, kako ga Levstik prezentira kot literarno osebnost. Vidic je v to svojo kompozicijo dodal še imenitno ozadje, ki kar kliče po primerjavi z tapiserijo, z neko tkano preprogo, ki jo je posejal z vitičjem in cvetlicami, ki so značilne za našo ljudsko umetnost, nageljni in podobnimi rožami, ki so se prepredle po tej podlagi. Vidičevo mojstrstvo prepoznamo predvsem tem, kako je kos figuri, in to figuri v gibanju, česar ne zmore vsak likovnik. No, to je zagotovo odpiralo kasneje Vidicu vrata v svet ilustracije, tako da je svoje junake, ki jih je morda v neki zgodbi spremljal na daljši poti, zmeraj znova ujel in to pokazal, to mojstrstvo, kako obvlada figuro v gibanju. V otroških letih sem zelo rad obiskoval stare starše, saj se tam vedno nekaj zanimivega dogajalo. In za otroške oči je bil še posebej magičen dedkov atelje, ki se ga je uredil visoko v mansardi stare mariborske hiše, v kateri so tudi živeli. No, in spomnim se, ko si se spenjal v atelje po takih zavitih stopnicah, je nad tem stopniščem visela slika, ki prikazuje spopad Krpana in Brdavsa. No, in seveda iz neke otroške perspektive je delovala še toliko večja, kot je v resnici. Tako kot pri večini dedkovih slik se lahko preko njih zasanjaš v neke pravljične svetove. In takrat, ko sem ga obiskoval v ateljeju, je veliko ustvarjal s slikanjem na steklo, kjer je prepletal starožitnost podeželja Slovenskih goric in etnološko motiviko, ki je dejansko izginjala pred njegovimi očmi. Na teh slikah so krajine upodobljene v posebnih svetlobah, v sprednjih planih pa nadrobno izrisani detajli. Poleg slik na steklu in knjižnih ilustracij, ki so njegova najbolj prepoznavna dela, je naredil tudi lepo število stenskih poslikav v javnih prostorih. No, in ko smo razmišljali, kam bi umestili to sliko Martina Krpana, je preko spleta okoliščin prišlo do sodelovanja z Aerodromom Ljubljana in zelo sem vesel, da bo slika našla mesto na letališču, kjer bo na ogled javnosti in tudi dopolnila njihovo likovno zbirko. Likovno delo avtorja Janeza Vidica, ki je nastalo okrog leta 1950, je pred postopkom restavriranja kazalo kar precej slabe znake fizičnega stanja materialnih nosilcev. Slika je slikana v tehniki polmastne tempere na papirnat nosilec, ki je v bistvu lepenka, ki ima vdelano strukturo, kar daje sliki tudi specifičen videz z to svojo površino. Sam restavratorski poseg je že predvideval, da bo verjetno potrebna izjemno skrbna manipulacija z delom, kajti papirnat nosilec je izredno krhek in lomljiv.
Zato se je v prvi fazi sliko previdno očistilo površinsko, odstranila se je tudi plast vrhnjega laka, šele nato pa se je slika snela z začasnega oziroma predhodnega podokvirja, kjer smo tudi ugotovili, da je pod njo ležala še ena dodatna plast, se pravi neposlikana plast enake podlage. Na sliki so bile vidne tudi predornine, in sicer na večjih mestih, tudi nekaj odrgnin in pa predvsem je bila izrazita nagubanost, zlasti v spodnjem delu. Tam so se nekatere gube tudi že skrčile v izrazite linearne grebene. Zato je v postopku naprej sledila faza, ki bi vse te neravnine in predornine, se pravi, stabilizirala in naredila nosilec zadosti trden za napenjanje na nov podokvir. Zato smo izbrali termoplast, lepilo, s pomočjo katerega se v vakuumski mizi lahko na hrbet pritrdi novo platno in se potem s pomočjo tega lahko slika napne na nov zagozdni in ustrezen podokvir. Slika se potem tudi lahko po zaščitah in kitanju posameznih poškodb zaključno lakira in se pripravi za postopek retuširanja. Restavratorski postopek je trenutno v fazi retuše. Ta poteka v dveh fazah, in sicer se na poškodovana in pokitana mesta najprej nanese pastozna barva v rahlo svetlejšem in hladnejšem tonu. Na osušene podlage pa se kasneje nanese tanka lazura v ustreznem barvnem tonu, ki tudi s teksturo ustvari videz izenačen z okolico. Restavratorski posegi na našem Martinu Krpanu so po vseh teh postopkih uspešno zaključeni. Slika je sedaj, vsi njeni materialni nosilci so varno zaščiteni, je napeta na nov podokvir, leži na platnu, sam papir je utrjen, poškodbe sanirane. Slika je tudi pridobila v svoji barvni sijajnosti, tako da lahko znova vidimo avtorjevo prvotno zamisel, kot jo je realiziral takrat okrog leta 1950. Predvsem si moramo biti na jasnem, kdo je bil Martin Krpan in kaj predstavlja za nas. In zdi se mi, da tako kot me spremlja vse življenje, da je to tista življenjska sila slovenskega naroda po obstoju in ki se ne ukloni ne časom, ne mejašem ali v današnjem jeziku bi rekel, ne politikom, ne birokratom. Ob priložnosti odkupa Vidičevega Martina Krpana in pa stalni namestitvi v poslovni salon na ljubljanskem letališču smo se odločili, da na temo Martina Krpana pripravimo tudi priložnostno razstavo. To poleg naše nove pridobitve Vidičevega Martina Krpana sestavljajo tudi ilustracije Klavdija Palčiča, ki jih je ustvaril za to imensko slikanico. Ta moj Martin Krpan je nastal
v želji, da bi bil pač takšen junak, ki bi se že na prvi pogled razumelo, da je v stiku z morjem, ne samo zato, ker prihaja samo občasno do morja po sol, zato da jo potem vozi in prenaša od Trsta v notranjost slovenskega teritorija, ampak zato, ker sem želel, da bi bil ta naš nacionalni junak človek, ki se po temperamentu kaže kot človek naših krajev. To je bila priložnost, da v okviru zbirke, ki je v Brniku začela nastajati nekje, kot se jaz spomnim, 92. 93. leta, nova pridobitev, mislim na sliko Janeza Vidica Martina Krpana, in je vključena v to kolekcijo, ki je takrat predstavljala in še danes mogoče še bolj priča, kako je neka volja, neka zagnanost nekih ljudi, ki so bili vodilni na Brniku, uspela združiti toliko energij, toliko umetnikov, tu je čez 30 umetnikov, ki so prisotni v tej zbirki. Vidičevo upodobitev iz Brda, imeniten pano, pogosto spremljamo na televiziji. Pri tem marsikdo seveda ne ve, da gre za Janeza Vidica. Tukaj na letališču Brnik, v tem posebnem prostoru, kjer se bodo srečavali imenitneži in veliko bo govora o tem, kaj je z našim junakom. Zagotovo bo to vprašanje iz marsikaterih ust, državnikov in imenitnežev, ki bodo pristali na brniškem letališču in se spraševali o avtorju in o upodobitvi njegovega Martina Krpana.